V soboto je v Slovenski Bistrici potekalo državno tekmovanje osnovno- in srednješolcev v znanju geografije. 210 učencev, dijakov in mentorjev iz vse Slovenije se je zbralo pred srednjo šolo. Tekmovanje se je začelo s prireditvijo, na kateri je župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar nagovoril tekmovalce. Dijaki so se v skupinah odpravili na teren, kjer so opravljali praktičen del tekmovanja. Sprehodili so se po mestnem jedru in rešili naloge. Medtem so učenci reševali teoretičen del. Po opravljenem delu so se skupine zamenjale. Tekmovanje sta podrobneje predstavili Melita Vidovič in Jasna Županič. Državni nivo tekmovanja z področja geografije danes poteka, zelo kompleksno, kajti učenci in dijaki pokažejo svoje geografsko znanje v 3 sklopih, in sicer v sklopu obče geografije, potem sklop B z pomočjo virov in literature izkazujejo svoje geografsko znanje in gredo hkrati tudi na ogled terena, ki je pa vsako leto na šoli gostiteljici oziroma v neposredni bližini šole gostiteljice, torej letos v Slovenski Bistrici. Letos gostimo državno tekmovanje, slišali ste ogromno število dijakov in učencev, najboljših geografov, veseli nas, da jih gostimo tukaj pod našim Pohorjem. In dijaki se v bistvu pripravljajo na tekmovanje tako, da tudi se malce pozanimajo o kraju, torej so si določene informacije o Slovenski Bistrici že predhodno morali poiskati, se naučiti, tako da jim bo teren tudi nekako lažje tekel. Veseli nas, da so iz celotne Slovenije prišli v naše kraje in verjetno je to za marsikoga prvi obisk Slovenske Bistrice. Kot gostitelji upam, da smo se dovolj izkazali in nekako verjamemo, da se bodo še vrnili in prišli raziskovati čudovito Pohorje, regijski park, Vintgar in seveda sam center Bistrice. Tako da smo kot šola gostiteljica v bistvu na nek način počaščeni, da lahko osnovnošolcem in dijakom pokažemo naše kraje in jih s tem tudi povabimo v prihodnje kot turiste, bodoče turiste, da se še kdaj vrnejo. Pred kamero smo povabili tudi učenca Martina Baričeviča. Zakaj te geografija sploh zanima? Mi je všeč, ker v naravi je vse okoli nas, razlaga naravo in pojme, ki srečamo vse okoli. Kaj misliš, da bo danes najbolj zanimivo? Mislim, da terensko delo, ker bomo lahko v praksi uporabili naše znanje geografije.